Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Preden se je slovenska reprezentanca poda v sklepni del kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji, bo v prvi ligi Telekom Slovenije na sporedu še 11. krog sezone 2017-2018. V celjski areni z Dežele ga bosta z drugo medsebojno tekmo sezone začela nogometni klub Celje in nogometni klub Domžale. Zvečer pa se bosta pomerila še Maribor in Triglav. V nedeljo bo odigran derbi kroga, Olimpija bo gostila Gorico. Oba sta bila navdušena nad vnovičnim upoklicom oziroma vabilom v reprezentanco. Medtem pa Dangubić in gol! Ob koncu 11. minute. Hodžić širok s podajo na rob kazenskega prostora, Vetrih in na koncu Jurhar. In celo prišel je mimo dveh celjskih nogometašev, Bizjak v sredino, Ibričiću se je žoga odbila, Husmani do strela in gol! 27. minuta. Bizjak pa je medtem ukradel žogo in streljal prek vrat. Brecelj podaja v sredino, ta priložnost za Dangubića, ki pa je streljal mimo gola. Melnjak iz kota na drugo vratnico, Heba je dobil skok, pa potem Volarič in obramba Jurharja. Ostaja 1-1, še enkrat Jurhar, še je vroče v domačem kazenskem prostoru in potem prekršek v napadu. Melnjak, za strel se je odločil Melnjak in obramba Jurharja. Potem dolga žoga na Dangubića. Dangubić ima nekaj več prostora, še vedno Filip Dangubić. Povratna podaja do Lopete, ki strelja čez gol. Rokometno tekmo reprezentance Slovenije, ki bo igrala proti Šiški dvorani. Ja, najbolj sem se bal rezultata 0-0. Kaj ne rečem, mislim, da smo gledali zanimivo tekmo z obeh strani. Moj prvi vtis, takole na pamet govorim, smo imeli mogoče na koncu boljše priložnosti, kjer bi mogli zadeti. Mislim, da eno ali dve, da smo imeli, tako da obžalujem 3 točke. Tekma se je izkazala za zelo zahtevno. Trpeli smo na igrišču, veliko smo laufali, duele smo dobivali malo premalo, bi rekel, za zmago, ampak moramo nadaljevati s tem, ko bojo fantje lahko malo več laufali in še malo pljuča popravili, mislim, da bomo kar v redu zgledali. Ja, bi se kar strinjal z vami. Jaz mislim, da tudi prvi polčas je bil nekako dober iz naše strani. Vidi se, da imamo nekako težavo z realizacijo. To bomo poskušali v najkrajšem možnem času nekako odpraviti. Sem pa zadovoljen nekako z inicijativo v igri. Poskušamo nekako z nekim rotacijam nekaj, bom rekel, najti predvsem v smislu zaključka napada, bom rekel, igralca, ki bo lahko realiziral, ampak vseeno, mislim, da imamo repa glavo, to je pomembno. Treba se zdaj v tej reprezentančni pauzi, bom rekel, totalno regenerirati, dobro pripraviti in potem iti k novim zmagam naproti.